Jaz sem pa počival. Fajn, ker utripa se ti. Moraš reči drugič za dve te utripajoče zadeve. Torej, z nami je Tomaž Domicel. No, to si se že lepo potrudil. Ali vam je film ulil zaupanje v to, da bi morda v Sloveniji kdaj imeli Edith Piaf? Mi bi v Sloveniji že veliko Edith Piaf imeli, če bi imeli take spremljevalne zadeve, ker so se danes v tem filmu krasno pokazale. In sicer menedžerji, agente, lokale, radijske postaje, medije, ki kaj vejo. Je po vseh v glavnem zmeri večji drek. In zato tudi take Edith Piaf ne moramo imeti. Smo bili že parkrat bliz, zdaj pozab. Katera je bila slovenska najbolj približna Edith Piaf? Jelka Cvetežar. Zanimivo. Ali mislite, da je film preveč dramatičen? Ne, je pa preveč romantičen. Andrej Košak s prijateljem. Ja, mislim, da smo na povedal, da smo parki. Katera slovenska pevka bi lahko bila približek Edith Piaf, če sploh? Ne, nobena približek, še najbližji bila Marjana Držaj. Hvala. Kaj pa prijatelj? Kaj je, kjera bi bila slovenska pevka lahko približek Edith Piaf? Mislim, da ne. Mislim, da ni. Vsaj jaz se zdaj ne spomnim. Darja Zgon s prijateljicami. Katera slovenska pevka bi lahko bila približek Edith Piaf, če sploh? Če sploh. Ta hip se ne spomnim nobene. Ker sem čisto pod vtisom tega močnega glasu. In ne znam gledati v kamero, pa gledam tebe v oči. Vse veš, kako je. Je bil film preveč krut ali preveč romantičen? Tako romantično krut je bil v bistvu. Pa na čustva je malo zaigral. Pa smo mehkega srca papali to pri nas. Gospod Kurkar, kolikokrat ste si ogledali predstave v Kinu Vič? Zelo pogosto prihajam, kadar imam le čas. In jaz bi se o tej priložnosti zahvalil Kinu Vič, da lahko sem hodim. Zahvalil in čestitev. Ker tukaj v Kinu Vič diši po umetnosti, ne pa po koruzni pokovki, po nasilju in komercializaciji. In zato sem hvaležen. In če le morem, prihajam sem. Film spada med tiste filme, ki dišijo po umetnosti. To je vse. To pravi, da človeka pretrese, da se te dotakne, da je noč življenje. To je preprosto zadiši po umetnosti. Kako gledate na ta Kino Vič, ki je na nek način rešil svojo kožo iz tega kolosejskega gledanja filmov z določenimi filmi, ki so malo drugačni kot pa tisto, kar lahko vidimo v Koloseju. Je Kolosej vseeno konkurenca temu Kinu Vič, ali je Kino Vič vseeno, rečemo temu, preživel te multikine? Jaz mislim, da bodo multikini po moje počas izumrli. Kar se že dogaja v drugih tranzicijskih državah, ki so bile malo pred nami, kar se teh multi in kemičnih stvari tiče. Ker to počas prevzemajo telemediji, taki kini, seveda, če bi bili majčkeno manj socialistični, sploh ne bi bili v krizi. Ker ljudje si želijo v moje v takle teater, takle film gledati, ne pa v en shopping center, kjer čakaš v vrsti ko ovca, kjer te fino nategnejo, kjer je predrago in kjer so mobiteli, pokovka, kokice, Red Bull in tako naprej dominantni.
To je za take filme, ki so za ta štos narejeni. Ne? Za te filme bolj rekel poduhovljene ali pa saj z nekimi sporočili je pa ta kino oziroma princip tega kina dober, ne? Samo mene motne to. Ampak kaj čmo, kino Komuna recimo bi moral ostati tak kino ali pa celo kino Bežigrad. Kaj pa dvorana je v redu, samo vse ostalo me pa res spomina na 50 leta in Kardelja. Sedeži so v redu? Kar v redu. Ali boste morda prišli tudi na 3. obletnico Kina Vič? Ja, če me bojo povabili, pa če bomo v Ljubljani, sigurno. Ker sem bil tudi na začetku in sem bil tudi pred letom dni, zakaj ne bi bil še čez 3 leta, upam pa, da bom tudi čez 30 let. Tomaž, jaz vam upam, da čez 40 let. No, še lepš, hvala.